Matjaž Stopar je vizualni ustvarjalec, ki se ukvarja s slikarstvom, z digitalno umetnostjo, s fotografijo, z videom in s performansom. Umetnik se na razstavi Narava in družba v galeriji Delavskega doma Trbovlje predstavlja z 2 celoletnima projektoma, z izborom iz serije križev ter s 364 fotografijami istega motiva. Temelj te zgodbe sta 2 celoletna projekta. Eden projekt je nastal pri fotografiranju križev. Vsak dan sem jih fotografiral iz balkona, prizor, od 7. januarja 2022 do 6. januarja 2023. Vidijo se vsi letni časi, vidijo se vremena, kakšna so bila. Sam prizor je zanimiv zaradi tega, ker je to pač neka narava, ker so breze in breze po zimi nimajo listje, potem začne zeleneti spomladi in vidimo cel cikel celoletnega dogajanja. Naredil sem pa iz tega pa video. Križ mi pomeni močan likovni element, s katerim jaz, ko ga posegam v vsakdanji prostor, ta prostor spreminjam v umetnino. Po principu seveda tako Laibachovega retro garde ali pa Irvinovega retro principa. Simbolika križa je povezana z Trbovljami preko skupine Laibach in preko skupine Irvin. Člani skupine Irvin iz Trbovlj in ustanovni člani Laibacha so tudi iz Trbovlja. Poleg tega imate vi po moje edini kulturna ustanova, kjer ima tako lepo steno z Laibachovimi križi gor in ponovno tudi te interpretacije Janeza Kneza, ki jih je Dejan Knez pač interpretiral s križi. Na odprtju je avtor izvedel interaktivni performans Črni križ v rdečih revirjih. Njegov posnetek pa bo postal sestavni del razstave, ki bo odprta vse do 27. novembra. Ta ideja se mi je porodila že pred 2 leti, ampak takrat zaradi vremena nismo mogli ta performans izvesti. Hoteli smo ga zunaj postaviti pred Delavskim domom, in zdaj sem pa izkoristil priložnost, da ga postavim. Ideja je pa sama po sebi v kombinaciji z skupino Irvin. Oni so pred leti razgrnili črni kvadrat, torej Malevičev črni kvadrat na Rdečem trgu v Moskvi. Ta postavitev črnega križa v rdečih revirjih, jaz imenujem ta performans Črni križ v rdečih revirjih, je v bistvu spomin na razgrnitev črnega križa na Rdečem trgu v Moskvi.